Dobar dan vsem. Poglejmo zdaj eno precej popolno vajo verjetnosti, ki ima malo vsega. Torej, v posodi imamo 4 bele kroglice in 6 zelenih. In mi izžrebamo 3 kroglice. Se vprašamo, kolikšna je verjetnost, da so vse 3 zelene v teh slučajih. Če vsakič kroglico vrnemo v posodo. Primer B, če izžrebane kroglice ne vrnemo v posodo. Primer C, če vse 3 kroglice izžrebamo istočasno. Primer D je malo različen, ne da so vse zelene, ampak se vpraša, kolikšna je verjetnost, da je vsaj ena zelena. Gremo po vrsti. Torej, vsakič kroglico vrnemo v posodo. Mi v posodi imamo 10 kroglic, 4 plus 6. In verjetnost, da je ena kroglica zelena, je 6 zelenih, torej 6 desetin. Ampak, če mi vrnemo v posodo kroglice, ko drugič žrebamo, bomo imeli popolnoma isto situacijo, torej bo spet 6 desetin. In tudi tretjič, torej 6 desetin krat 6 desetin krat 6 desetin je 6 desetin na tretjo. 6 desetin je 3 petine, in to damo na tretjo. Torej 3 na tretjo 27, 5 na tretjo 125. Tako. Potem, če izžrebane kroglice ne vrnemo v posodo, torej, ko prvič žrebamo isto kot prej, 6 desetin je 10 kroglic, 6 zelenih. Če mi pa ne vrnemo, ko drugič žrebamo, v posodi bo 9 kroglic, ker eno smo že vzeli ven. In zelenih bo 5. Ker mi predpostavimo, da eno smo že vzeli, ko smo prvič žrebali. To, če hočete, lahko mislite kot pogojna verjetnost. Torej, prej smo že vzeli zeleno, zdaj je ostalo 5 zelenih noter. Potem, ko tretjič žrebamo, je ostalo 8 kroglic v posodi in smo že vzeli ven 2 zeleni, torej jih ostanejo 4 zelene. Torej, vse to zdaj krajšamo. Tukaj še krajšamo in dobimo 1/6 je ta verjetnost. Prav, potem. Če vse 3 kroglice žrebamo istočasno, tukaj moramo razmišljati malo drugače. Torej, mi gledamo, vse možni izidi dobimo s kombinacijami, ki se izračunajo z binomskim simbolom. Torej, ta nam pove, koliko možnosti je, da izmed 10 kroglic izberemo 3 kroglice. To so vse možnosti. Vsi možni izidi. Tisti, ki nas zanimajo, pa so tisti, ko mi vzamemo zelene kroglice. Torej, koliko načinov lahko vzamemo 3 kroglice izmed 6. In istočasno, če vzamemo 3 izmed teh zelenih, jih moramo vzeti nič izmed belih in nič izmed teh 4 belih. In te dva pomnožimo med sabo, ker se zgodi eno in drugo. Da vzamemo 3 zelene in nič belih. Torej, sedaj to zračunamo, 6 faktorialno, vlomnjo 3 faktorialno, 6 minus 3 je 3, 3 faktorialno, tukaj 4 faktorialno, vlomljeno nič faktorialno, 4 minus nič je 4 faktorialno, to krajšamo, nič faktorialno je 1 po konvenciji, torej, in tukaj od spodaj imamo 10 faktorialno, vlomnjo 3 faktorialno, 10 minus 3 je 7 faktorialno, sedaj, tukaj vse to je 1, ker nič faktorialno je 1, računamo to, 6 krat 5, krat 4, krat 3 faktorialno, pustim do 3 faktorialno, ker bom krajšal z enim 3 faktorialno, ki imam tukaj, tisti drugi 3 faktorialno ga napišem kot 3 krat 2. Potem tukaj še krajšam 3 krat 2, krajšam 6, tukaj od spodaj napišem kot 10 krat 9 krat 8 krat 7 faktorialno, ker se krajša s tem 7 faktorialno, 3 faktorialno napišem kot 3 krat 2, ta 3 in ta 2 krajšam z 9 in 8, in tukaj dobim 5 krat 4, vlomno 10 krat 3 krat 4, še krajša in dobim 1/6. Tukaj sem dobil isto kot tukaj 1/6, ampak je samo slučajno s temi podatki, ker nasplošno z drugimi podatki bomo dobili različno vrednost tukaj. Smo šli po popolnoma drugem principu, to je samo slučajno, da je isto. Ker tukaj smo žrebali istočasno, tam smo žrebali eno za eno in nismo vračali v posodo. Prav, sedaj še ta primer. Kolikšna je verjetnost, da je vsaj ena kroglica zelena? Kaj pomeni vsaj ena? Da imamo te možnosti, da mi, ko žrebamo te 3 kroglice, dobimo eno zeleno in 2 beli. Ali pa 2 zeleni in 1 bela. Ali pa 3 zelene in nič belih. In vse te 3 možnosti, ki sem komaj naštel, so med sabo nezdružljive. Ali se zgodi eno ali drugo ali tretje. Torej bomo seštevali
tri različne verjetnosti. Torej, tukaj v imenovalcu imamo zmeri isto kot prej, vse, na koliko načinov lahko tri kroglice izberemo izmed 10. Tukaj pa, da izberemo eno zeleno, je koliko načinov lahko izberemo eno kroglico izmed 6 zelenih in istočasno 2 izmed 4 belih. Tako da, ker smo žrebali 3 kroglice, ne? Ta druga možnost, da žrebamo 2 zeleni, torej 2 izmed 6 zelenih in 1 izmed 4 belih. Tretja možnost, da žrebamo 3 kroglice izmed 6 zelenih in nič kroglic izmed 4 belih. Mi bi to lahko zračunali, ampak se da narediti krajše. S tem, da mi zračunamo verjetnost negacije tega dogodka in naš rezultat je 1 minus vrednost tiste negacije. Torej, katere negacije? Torej, tukaj dogodek je, da je vsaj ena zelena. Torej, da negacije, da ni niti ena zelena. Torej, da je nič zelenih. Ja, torej nobena zelena kroglica. In torej tukaj imenovalec je isti. In tukaj damo nič zelenih izmed 6. In istočasno 3 bele izmed 4, ker žrebamo zmeri 3 kroglice. Zračunamo 6 faktorialno, ulemnjo nič faktorialno, 6 minus nič je 6 faktorialno, ki se tukaj uniči, 4 faktorialno, ulemnjo 3 faktorialno, 4 minus 3 je 1, 1 faktorialno, ulemljeno 120. Zakaj? Ker to smo že zračunali prej. Tukaj, ne, smo zračunali in smo dobili tukaj smo še naprej krajše, ne, smo dobili tukaj, ja, 10 krat 3 krat 4 je 120. Prav, tukaj ta 4 faktorialno napišem kot 4 krat 3 faktorialno. Zakaj? Ker tukaj sem 3 faktorialno ga uničim, 1 faktorialno je 1 in dobim 4 ulemljeno 120, ki je 1/30. In to je verjetnost negacije. Tista verjetnost, ki smo jo iskali, je 1 minus 1/30, 30/30 minus 1/30 je 29/30. Ja, in tako smo zračunali. Prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.